In to je ta razlika med mogoče ostalimi, a ne, ker mi zdaj tudi pač delamo mogoče ne-Asian stvari, a ne, v Avstriji pa tako. In ful je razlika, oni so res do svojega fana, to je njim, oni so definicija tega, kar smo mi včasih govorili, ne, stranka je kralj. In oni svoje fane vidijo kot svoje stranke in oni jih ne bojo razočarali s tem, da se bo on tam v backstageu zabaval 20 minut in pol bo šel na oder in ne ve, kva dela. To je res. Za tiste, ki ne vejo, ker na Japonskem je pač vsak servis si ti pač sama, basically, ne, te tretirajo. Sploh če reš v kakšen made cafe, ne? Ampak nasplošno, tudi če si v kombiniju, če si kjerkoli, zakaj, doesn't matter, ti si pač tam, kako se reče, whatever, pač stranka, ampak res... Goši džinsama. Pa se ne vem, so drugače te house klubi, girls klubi, to je dosti značilno za Japonsko, ne? Ne vem, če še kje druge... To je že scammy del Japonske, veš, pač tiste red light district. Scammy del, pač... Mislim, girls bar ni, pač teoretično se sam pogovarjajo s tabo, ampak nekaj pričakujejo, da ti vržeš denarnico ven, dejansko za tiste... Ja, mori se že, ampak ne gregijo po kvartka, že špara 10 leta, veš. Tako, ampak ti veš, zakaj greš tam pač... Ja, veš, zakaj greš, Lej, imaš veliko ljudi, ki so pač osamljeni in ni težko vrš par, ne vem, 100 whatever evrov in... And that's how they perpetuate their loneliness. Great business model. Ja, biznis dejansko. Ne, ampak ne, mi je pa všečno, da se v bistvu v glasbi res izraža ta njihov client is king, customer is king, kakorkoli hočeš in to je to. In tudi se spomnim, enkrat smo karte so bile na prodaj na nemškem Eventimu in so oni samo enkrat so tako omenili, da bojo neki custom karte, pač, a veš, da bo neki porisava, bla bla, ne. In mislim, da so prvih 100, 150 neki tam, ne vem, kart prodali brez tega. Oj, koliko je to bilo, ne, pa ne morajo oni brez tega dobiti, pa jaz tako, se jih vržajo pol stran, ne. Ja, zaradi tega, ker karte so imeli malo drugačno estetiko. Ja, ne, pač une, klasičen Eventim style, veš, so bile pač gore pisalo teksto in to je bilo to, to je bilo konc. Ne, vsi morajo dobiti isto, če smo mi to obljubili, mi bomo to naredili. In smo mogli njim 150 pisati, zdaj boste dobili nove karte, ne. Tako, zakaj, kaj je narobe, tako, nič sam grafika je gora, ne. In mi je to ful mi je zanimivo, ne. Pa so vrgalo smeti. Ja, ampak ne, pač je tako, načeloma, kar se zmenijo res, razen, če so neke brutalne izjeme, pa pač ne vem, kaj pride vmes, se oni držijo vsega, kar je bilo rečeno. Tako da, glede tega, nobenih problemov. Si predstavljam, zakaj potem tako rad delaš s temi ljudmi, ker dobiš točno to, kar ti obljubijo, I guess. Ja, veš kaj, si glih to je fora, ne, ker pač tudi, ne vem, če rečem ob 11 pred Galo Halo, ne, bojo oni ob 11 pred Galo Halo, ne bo ono mene, tako kot naprimer kakšni drugi, a ne, konkretno s K-popom imam zdaj zelo slabe izkušnje, te lokalni menedžeri to ne držijo se niti enkrat nič. A veš pa tako, ob 11 morate biti v venju, da se vse priprav, da vi povete te luči pa to, ker K-pop konkretno ni tako kot J-Rock ali pa Visual Kei, take lampe, ki so, s takimi bomo delali, ne, pri njih morajo biti pač specifične. Ob 11 boste tukaj, ko bo lučkar tukaj. Kličeš, se ne oglaša, ob enih pokliče, ja, veš kaj, mačkam smo bili lačni, smo mišli kar jest, mi smo zdaj še 50 km stran. What? A dejansko, kaj po bendi nimajo te kulture? Zanimivo. Mislim, najverjetneje ta večji pa ta dražijo definitivno imajo, zato ker ima sabo menedžerje za vse. Ti, ki imajo neke lokalne menedžere, whatever, je verjetno veliko težje jih kontrolirati, ne, kot ti, ki so... ki imajo neko odgovornost do svojega brenda, I guess. Točno to. Ti, ki se šele uveljavljajo in pa, I guess, dobijo neke second, third hand menedžerje, malo tako bolj Wild West. Mislim, da to ampak za japonske bende tako ne glede na velikost se držijo ne glede na velikost se držijo. I guess, da je pri njih vseeno, ali imajo menedžerji ali ne, se držijo pač te kulture. Ne? Ja, to je pač striktno njihova kultura in pač ne, je pa res, kot je Marko rekel, ne, če je huge band, oni se bojo držali to the second, ne, ampak, ko so pa te, ne, je doskrat tako, ne, pa kakor sem prej rekel, ne, pa se menedžer neki spomen, pa je polkar vse scancelen, pa a veš, vem, da je 200 VIP kart prodanih, ampak mi bomo VIP paket zdaj ta trenutek spremenili
ker se fantom ne da mahati ali pa high-fivat nadaljavo, whatever. Ja, točno, ne glavajo. In to so stvari, ki grejo meni na živce. Naprimer, konkretno, kaj so že bile, Ganglion, All Girls Band smo jih imeli v Ortobaru. Njim je, naprimer, VIP package in ful ni bil pri srcu. Ful se ne rade tako, veš, pa da se slikajo, pa tako, pa ono, pa tretje so bile ful tak bolj sramežljive, rečemo, sorte. Ampak sem rekel, lej, mi VIP imamo. Ne, mi sam povemo, da nam ni toliko do tega zadelati. Mi bomo to naredili. Ne, če bi bilo to zdaj reverse roll, ne pa bi bilo to v Koreji, meni bi menedžer rekel, tega ni. Zbrihtite, kakor veste in znate s kartami. To ni moj problem. Vi ste karte oduzeli, vi ste naš lokalen seller, mi tega ne bomo delali, do what you want. Ne? In tako da Japonc gre tudi čez tisto, bom rekel, kam mu ni všeč, pa dosti jim niso te VIP všeč. In dost bendov, 90% bendov si upam reči, noče VIP tiketov delati. Zato, ker oni sami pri sebi vejo, da cuzajo svoje fane. In njim je to dejansko ful sporno, ampak to pač management zahteva, zato ker je pač extra money for nothing. Jo. In a veš to, da tam, ne vem, mi smo dali konkretno v Oroči, jim je zmanjkalo plakatov, jaz sem dal plakate tiskati, kva je bilo takrat, 20 € za 100 plakatov, nič ne. Ampak so jih potem resellali in pač tako so oni denar služili, ne. Ampak ta mentaliteta, ne. Nekdo, it's worth a lot more money now. Ampak ta njihova mentaliteta mi je zanimiva. Pač jaz hočem tukaj prijati, jaz hočem tukaj špilat, ne mi plača za špil. That's what I do. Ampak on lahko kup po njihovi mentaliteti, ne? On lahko kup CD, pa ne prije do mene, pa mu ga bom podpisal. Ne, da so že prisajnani, pa jaz to prodajam. In pač basically ne želijo obljubiti tistega, za kar ne vejo, če bodo lahko dali. Tudi ne vidijo gledalcev kot številko oziroma kot neki, kot money back basically, ampak hočejo vsakem se specifično zahvaliti za na ta način servis. In to je njihovo, ne bom cuzil jaz denarja od tebe, hvala, ka si prišel me podpreti, cenim. In zato njim, Japoncem to, jaz si upam, da reč, da 90% japonskim bendom mori prodajati merch, mori VIP predvsem. In vsi so mi isto rekli, da je to pač fan abuse za njih. Ne? In pač, zelo dobro verni so. Smo našli neko rdečo nit. In naprimer, ni to zdaj tako, kot razni francoski bendi, ki so zdaj recimo ful popularni. Ne? V tej sferi je zdaj največ dubu Lash Backlasha Gojira, ki so zdaj ful znani. Dejansko Godzilla. To je francoski band. Francoski band, ampak oni so začeli prodajati rabljene trzalce, rabljene drumstike in so po 250 € in je cel community je šel, to je fan abuse. Nimaš nič drugega kot fan abuse. Včasih je bil čar, da si ti sred koncerta to ujel. Ker so oni vedno po koncu to metali. Zdaj pa, kdo ima boljšo plačo? Kdo ima boljšo plačo? That's it. In ko pride, veš, ne more si vsak prvoščiti, pa mu je to lahko najljubši band, pa hoče drumstike in jih zdaj za nalašč ne mečejo več, 250 € je, uporabljeni so, ni definirana od tega koncerta, ali je training session, whatever, lahko jih kupaš in jih pač prodajajo. To, kakor sem zaznal to Japoncem, to je njim konc. To oni pač, če bi jim jaz to predlagal, po mojem me zamenjajo. Jaz jih razumem. Selling the bad water. I don't get it, it's not even that tasty. You've tried. To je stolen joke.